Jo, folk, dobrodošli v nov video in v tem videu bomo govorili o napakah, ki vas držijo revne. In ta video je bolj namenjen mladim, tam od 18 pa do 30 let. In ja, v bistvu bomo danes govorili, kakšne napake delajo mladi, kaj lahko naredite, da spremenite te napake in nasplošno o tem. Pred kratkim je raziskano, da mlade ljudi skrbi denar več kot kjerokoli generacijo prej. In da imajo mladi ljudje, da ima ta mlada generacija tudi največ finančnih in denarnih obžalovanj kot kjerokoli generacija prej. Več kot pol mladih ljudi gre baje v jok, kadar grejo čez svoj prvi proces kupovanja hiše, apartmenta, kakršenkoli tak velik finančni nakup jih večino spravi v jok. Kar dosti veliko pove o tej situaciji. Če se komu zdi malo čuden te steci, ki sem jih povedal, te raziskave so bile vse narejene v Ameriki, tako da imejte to v mislih, no. Ampak ja, jaz predvidevam, da je kakor tok tudi podoben tukaj, no. Zato se mi zdaj zdi pomembno, da se pogovorimo o par finančnih napakah, ki se jih morate izogibati, sploh če ste mlajši od 30 let. Večina mladih ljudi misli, da v življenju ne bo imel dovolj denarja, da bi delali stvari, ki si jih želijo. In to je samo še en signal, zakaj res rabimo ostati čim dlje od vseh teh denarnih pasti, v katere padamo. Še ena stvar, ki je zanimiva, ki veliko pove o tem, je to, da so bili mladi ljudje, se pravi tam od 35 dol, bili odgovorni za ta market growth v zadnjih letih. Zelo vidim, da sploh zdaj mladi ljudje živijo tako, kot si ne morajo privoščiti. Se pravi, večina mladih živi nad svojimi standardi. Se pravi, nosijo obleke, ki si jih v resnici ne morejo privoščiti, vozijo čist predrage avte, glede na to, kakšno je njihovo finančno stanje, jejo v zunji v nekih dragih restauracijah, čeprav si clearly nekaj ne morejo affordati. In ja, zelo več takih stvari je. Mladi največ denarja zapravljajo na teh convenience stvareh, kot so online shopping, ki jejo v zunji, avti in tako. Pa še to bi rad omenil, da 75% mladih ljudi tekmuje s svojimi prijatelji, kakšen avto ima, kakšne obleke kdo nos, a veš, take stvari. In to vse pele v neke take finančna obžalovanja naprej v prihodnosti. In to se meni ne zdi prav, ker zakaj bi se s svojimi prijatelji primerjal, kaj pa šele tekmoval z njimi. Ker vse to je na kratko res wasted money. Ker ne smete živeti lifestyla, katerega si ne morete privoščiti. Sploh pa, če ste lihkar končali šolo, si dobili šiht, pa imate neki mal denarja, pa si kar mislite, ja, saj sem mlad, saj to lahko zdaj zapravljam. No. Pa si paluno, ja, malo bom zapravil, malo bom pa tudi prešparil. In potem se začnejo te weekend tripi, partiji, vse te stvari, ki zapravite full denarja, ki ga v resnici ne bi rabili. Začeli ste jesti hrano v zunji, si kupovati dražje obleke, hočete hitrejši avto, basically stvari, ki niso res pomembne zate. In te stvari vam potem zjebejo cel finančni plan za naprej. Ker vam to lahko uniči setup za investiranje in da bi si dejansko gradili bogastvo, zapravljate na takih nepomembnih stvareh in potem sprašujete, zakaj še zmeraj nimate full denarja. Pa še ena stvar je pri tem, če veliko zapravljate kakor mladi, je to, da v bistvu ste pol odvisni od vašega šihta in po možnosti pol še ne marate tega šihta. Ni dobro biti odvisen od česa, kar ne marate, a ne? Ker pa se v bistvu, če skozi zapravljate, se na to navadite in ste kar naenkrat odvisni od tega rednega prihodka. In če bi recimo zdaj se odločili, da bi takali risk, bi vas lahko pol to zjebali, ker v bistvu ne bi imeli denarja. Ker če ste še mladi, bi mogli biti v taki poziciji, v kateri lahko takate risk, lahko investirate, lahko probate začeti svoj biznis. V bistvu tle glavna stvar je, ni da postanete bogati, ampak da dobite izkušnje v dejanskem tem področju, da dejansko odprete to agencijo, da dejansko začnete ta biznis, ki ste ga hoteli. Vi bi mogli biti v taki situaciji, ki si to lahko privoščite, ne pa da ste odvisni od svojega šihta in da pol še ta denar, ki ga dobivate, zapravljate na stvareh, ki vam ne bojo na dolgi rok prinesli nobene vrednosti. No, še ena stvar, ki se ljudi ne zavedajo, sploh v mladih letih, je to, da je skoraj vse pogojljive. Se pravi, skoraj za vsako stvar se da pogajati. Zdaj verjetno ste skontali, da sem rekel skoraj, ker ti se ne moreš v trgovini pogajati za hrano, da boš dobil cenejši. Ne morete se pogajati za te fiksne cene v trgovinah in v teh ustanovah. Ampak, ko pa pride, do plače, do počitnic v službi, do pozicije v službi, a bo se delalo doma ali ne, vse take stvari, ki so v bistvu pri vaši karieri,
Vse to je pogojljivo, povsod se da pogajati. Bolj, ko ste prepričljivi in več podatkov, ko veste, več leveragea, ko imate lahko čez neko osebo, s katero se pogajate, sploh v tej poti v vaši karieri, prej boste skontali, da se res z vsem da pogajati in če boste dobri v pogajanju, boste videli, da se veliko stvari dejansko da spogojiti na koncu. Ker morate vedeti, nikoli ne boste dobili nečesar, za kar niste vprašali. In veliko ljudi bi po moje kar presenetili, koliko dejansko se lahko daleč pride, če za nekaj zelo lepo in vljudno vprašaš. Zato jaz tudi vedno govorim, da pogajanje je najboljši skill, ki ga lahko dobite v vašem življenju. Eno dosti pomembno pogajanje lahko spremeni zelo veliko stvari v vaši prihodnosti. In še zadnja stvar, ki vam predlagam, da naredite, je, da trackate vse vaše expense. Se pravi, da si zapišete, obstajajo že aplikacije, svašta, ne bom sploh razlagal, ampak kar je glaven point je, da si vi zapisujete, koliko ste zapravili za bencin, koliko ste zapravili za hrano, koliko ste za fitness, koliko ste za vzuni. Se pravi, čisto vse, kar na mesec zapravite, si pišete in pol jaz rečem folku tako, ja, fiks lahko še kaj bolj prešparaš. In je on tako, ne, jaz res perfektno živim, nikjer ne morem prešparati. Ampak, ko si boste začeli trackati vaše expense, boste na koncu meseca videli, kje vse bi lahko še skotali, kje bi lahko še več investirali, kje bi lahko še več prešparali in tako naprej. Zato res, začnite si trackati vaše expense in boste tudi imeli overall boljšo kontrolo nad vašim denarjem. No, to je bilo vse za ta video. Upam, da ste uživali, da ste se kaj novega naučili. Če so vam všeč taki videi, let me know in the comments. Pejte na najin IG, followite, joinite se v Discord in ja, ostanite pametni z vašim denarjem.